Prejšnji teden sva bila z Anžetom v Šanghaju na verjetno največjem avtomobilskem salonu na svetu. Samo tisti dan sva naredila več kot 24,000 korakov, pa sploh nisva obdelala vseh novosti, ker jih je bilo enostavno preveč. Že samo to govori o tem, kako močan trg je postala Kitajska in s kakšno silo zdaj na tem področju osvaja svet. Zdaj pa sva v mestu Wuhu, malo bolj zahodno od Šanghaja. 360 km je. Samo ja. In sem smo se včeraj pripeljali s takšnim Luxidom R7. Začeli smo v Šanghaju med stolpencami, potem je pa malo trajalo, preden se lahko končno sedel za volan. Drugače pa ne, na Kitajskem so stvari tako. Če se nekaj zmeniš ali pa če nekaj rečejo, moraš pol pričakovati nekaj čist drugega in imaš ponovadi prav. Tako da tukaj je bilo dogovorjeno, da bomo vozili danes Luxide in pa pridemo tja, pa zvemo, da jih v bistvu ne bomo takoj. So rekli, da najprej po avtocesti bodo oni peljali, ker je prehiter za nas, potem smo pa končno mi lahko. Vožnja je katastrofa, pa ne avto je čisto redo, ampak organizacija je katastrofa zaradi tega, ker komplicirajo na vsakem koraku, potem, ko nekdo slučajno ne zavije pravilno, moramo vsi stati pa čakati, pa kar na avtocesti se ustavimo, v glavnem, taka luštna izkušnja. Jo, 15 minut je trajala prva vožnja, dobrih 6 km smo prevozili, ker smo se poprečno vozili okoli 20 na uro, mogoče še malo manj. Tako da lahko že zelo veliko povem o tem avtu. Poraba je tam okoli 16, ne vem, če je to dobro, zaradi tega, ker je bila hitrost premajhna. Ima pa skoraj 500 konjev ta avto. Če ste se spraševali, kaj je tole, ne? Tukaj noter so senzorji za avtonomno vožnjo, mislim, delno avtonomno. Lidar, kamerce in vse skupaj so takole zapakirali in večina novih avtov, ki smo jih videli na salonu v Šanghaju, ima zdaj tole gor. Ne vem, koliko vam je to všeč, ampak je kar realnost postala. Huawei je poskrbel za elektroniko pri tem avtu in tukaj noter je 192 vrstični lidar, moram prav prebrati. Potem so še 3 kratkovalovni radarji, 12 ultrazvočnih radarjev, pa 11 kamer tukaj nekje na avtomobilu. Zdaj avtonomna vožnja kar dobro deluje, parkiranje mu pa ne gre še čisto dobro. No pa še kakšen podatek o avto vas ziher zanima. 800-voltno omrežje ima, kar pomeni polnjenje z 215 kW na enosmernem toku. Baterija ima 100 kWh, kar pomeni, da je zelo velika. Pravi, da je realni doseg okrog 600 km, po kitajski metodi CLTC pa preko 800 km. Kar hudo, ne? Motor je 200, 365 kW, moči 496 konjev, pospešek do 103,9 sekunde. Pa ta fora mi je ful všeč, to je tudi naš moj isto kot ziher. Hudo, ne? In potem, ko zapreš, zdaj pa lahko pogledati, ko malo zajesti. Evo, so nas peljali na kitajski barbecue, kitajski žar. Upam, da je kakšno fajn meso, da ni iz kakšnih, vse veš, da se zgleda dobro, pa diši tudi lepo. Notranjost me je kar presenetila z materiali, v bistvu so kar taki lepi, pa tudi zgleda dosti kvalitetno vse skupaj sestavljen, ker so rekli, da je to v bistvu luksuzen avto za njih, zato se tudi imenuje Luxid. Drugače pa ogromen zaslon, v bistvu 2 zaslona, precej dober zvok, Huawei Sound, potem tukaj je ful dobro se vidi, kako deluje lidar, vse ljudi kaže, pa druge avte, pa tako naprej. Mogoče mi edini ni všeč, oziroma vem, da mi ni všeč to, da ni nobenega gumba razen telih na volanu, to je vse pa oblika volana. Čeprav v roke pa ful lepo sede, tako da med vožnjo v bistvu ni tako slabo. Ima pa eno zelo pomembno stvar, ki je pa en ful znan ameriški električen avto nima, in sicer 2 ročici tukaj ob volanu, in to je najboljša rešitev za v bistvu vožnjo. Drugače pa dobro narejen, pa prostora je tudi ogromno. No, stroga kitajska pravila veljevajo, da zdaj jaz ne smem voziti na hitri cesti, zaradi tega, ker je to preveč nevarno za nas, tako da sem prepustil našemu kitajskemu vodniku.
Sedeži zadnji so pa fajn, prostora je ful velik, dno je ravno, imam noge res kam dati. Pozna se, da je avto dolg skoraj 5 metrov, tako da je zelo prijetno. Pa tudi ful tih je noter na avtocesti. Res je dobro narejen. Zdaj bi pa lahko rekel, da me postaja strah, ker je šel že za volan. Ampak ne, v bistvu je to primer, kako dejansko stvari potekajo na Kitajskem. Najprej vsi totalno paniko zganjajo, to je nevarno, to je ono tretje, ker so tukaj hitrosti prevelike, pa se pa malo mehčajo proti koncu, pa rečejo, bi reče ti vozil. Aha. Dodajam še avtocestno izkušnjo, Matejevim mislim. V bistvu je izjemno udoben in tih avto, prav prijeten je, če se pa vozniku niti v takem primeru ne ljubi voziti, je pa dovolj pritisk na eno stikalo in v bistvu sistem naredi vse sam, tako da ti lahko med vožnjo gledaš telefon. Malo sem nervozen vsem, ker ne zaupam čist, ampak smo že prej potestirali, pa menja pas, primerno varnostno razdaljo vzdržuje, tako da skrbi za vse, dela tip-top. Ves dan je potem trajala ta vožnja včeraj do poznega večera, ampak se na koncu je bila kar zanimiva izkušnja, ker se je začel tako bolj, potem končalo se je pa kar dobro, spoznala so pa avto, pa kitajske ceste, vozniki so pa res slabi. Ceste avto super, voznikom se pa vidi, da jim res manjka izkušenj v prometu in znanja v bistvu. In zato neprecenljivo izkušnjo so si morali narediti takeli začasni vozniški in so zato zabila pol dneva v Šanghaju, potem na koncu so pa v bistvu dobila dovoljenje, ki nam omogoča vožnjo samo v mestu pa v okolici, ne pa po celi Kitajski. In v bistvu je cel postopek precej bizaren. Najprej te pofotkajo, potem v sistemu nesejo vse tvoje podatke, te prestavijo na drugo okence, potem še enkrat preverijo vse skupaj, na koncu moraš pa za pol ure usesti pred zaslon, kjer gledaš potem en tak varnostni video, v bistvu predvsem prometne nesreče, precej grde, na koncu pa dobiš v bistvu izkaznico. Zdaj, če hočeš imeti za po celi Kitajski, pa rabiš v bistvu narediti še zdravniški pregled, kjer pregledajo tvoje oči, pa roke, ne vem, kaj počnejo, pa teoretični del izpita moraš še opraviti, tako da naslednjič pa to. Ja, sem si treba vzeti malo več časa. Čakaj pa, če padeš? Ja, jaz znam, ti mogoče, ampak drugače bo še kaj vozila, recimo R7. Ja, ampak tole je REEV, se pravi Range Extender Electric Vehicle oziroma električno vozilo s podaljševalnikom dosega. Tole je avto za vse tiste, ki vas je strah, da vam bo zmanjkalo baterije, ker se naprej enostavno lahko peljete na bencin. Pa to ni klasičen priključni hibrid, ker tukaj 1,5 litrski motor v bistvu deluje kot generator. Celo baterija je večja kot pri marsikaterem električnem avtu, 53,4 kWh ima, potem je pa v avtu še velik rezervoar za gorivo in zato je skupni doseg, pazi zdaj, 1580 km. In ker so Kitajci nori na številke, so ravno zdaj v Šanghaju predstavili še bolj zmogljivo različico z dosegom 1673 km. Saj vemo, da v praksi bo potem manj, ampak to so pa že številke, kjer tudi Passati TDI dobijo konkurenco. Moram paziti na vse te mopede, na levi pa na desni, pa spredi pa zadnji, pa mogoče še nad mano kakšen. Samo še 3 stvari omenim, ker jih enostavno moram. Vse šipe so dvojne, kar je super, ker je potem vožnja še bolj tiha. Tale sovoznikov sedež ima tako dodatno oporo za noge, ki se elegantno spusti ven in je potem položaj super. Vsi sedeži, ja tudi zadnja 2 imajo pa masažo, tako da mene v bistvu sploh ne spravi več z tega avta ven. No, Matej pa v tem trenutku že vozi en drug avto, ki zna biti celo bolj zanimiv za vse nas. Zdaj pa mir, prosim. Okay. Torej mi je povedal, da bo samo s prednjim pogonom, ampak bo pri nas v Sloveniji. Motor je pa enako kot v J7, ki sem ga vozil v Vietnamu, torej 1,6 turbo. Zanimiva vožnja, sicer zelo kratka, ampak zelo posebna, ker sem vozil prototip. Ta sploh ni homologiran za Kitajsko, zato tudi nima pravih registrskih tablic in se tudi sploh ne bo prodajal na Kitajskem. Bo se pa drugod po svetu, baje v Sloveniji konec leta.
4,38 metra je dolžina tega avta, 2,62 metra meri medosna, kabina je v bistvu lepo prostorna, prtljažnik pa meri do 384 litrov. Vse pozna, da je oblika oglata, izdelava se mi zdi pa zelo dobra v bistvu, glede na cenovni rang, v katerega bo spadal. Po velikosti železe v C-SUV, s ceno bo pa med bolj ugodnimi B-SUV, kot so mi povedali. In to pomeni tudi zelo veliko opreme, recimo prezračevani usnjeni sedeži, velik zaslon z veliko funkcijami, ful veliko strešno okno, stekleno, kaj še, dobro ozvočenje. Tak zanimiv paket bo tole. In vaš bo verjetno veliko bolj čist, zato ker ta je testni model in ga skozi testirajo, da bo ustrezal vsem kakovostnim in drugačnim kriterijem za Evropo. Kitajska tudi slovi po zelo dobri hrani, tako da nas je kolega iz Kitajske peljal na hotpot, kjer v bistvu sam kuhaš noter meso, take lepe koščke, pa zelenjavo, tofu, tale je paradižnikova omaka, tale je pa pikantna, pa se delam, da čisto nič ne peče. Moram fajn zalivati, ker to žge, samo nočem priznati, ker me je pol naroden. Ampak se nam dal. Hudo, sam se pele. No, mene je pa bolj kot njihova hrana zanimala njihova industrija oziroma proizvodnja, ker vedno pravimo, da so tako produktivni in da so njihovi avtomobili tako poceni. Zakaj pa? Ker so tako učinkoviti in ker imajo v resnici totalno robotizirano proizvodnjo, uporabljajo pa seveda najnovejše tehnologije, kot je umetna inteligenca, ki na koncu proizvodnje v bistvu preveri vsak avtomobil, išče napake, če kakšno najde, jo potem odpravijo ljudje. Praktično noben delavec ne rabi delati fizično, vse opravijo roboti, v celi tovarni je zaposlenih samo nekaj 100 ljudi, tako da v bistvu ne velja reči, da so Kitajci poceni delovna sila, ker so praktično vse avtomatizirali. In povedali so nam, da so takoj pripravljeni povečati proizvodnjo, če se poveča povpraševanje. Trenutno proizvedejo 60 avtomobilov na uro, to je 1 na minuto oziroma v 2 izmenah okrog 300 000 na leto. 4 različne modele proizvajajo, vsak stoji na svoji platformi, tako da so v bistvu zelo prilagodljivi. Kaj pa je bil ključ do tega uspeha? The scale of economy and also the improvement of the technologies, especially in the new energy vehicle sector. For example, in China, there's leading battery technologies, leading electronic battery control technologies and all electric motors, and also it's creating a competitive advantage, and also of course the cost of making a car. We tend to make ourselves to be part of the local community, so talking to our customer like just friends, understand their needs instead of, okay, this is a car, it's brilliant, can do this, can do that. Jaecoo and Omoda, they have very specific, the company strategy is with multiple brand, each brand targeting a specific group of customer. So we carefully plan and create models for each brand. For Croatia and Slovenia, we started with Omoda Jaecoo. We have a very great partner in the countries, and we keep constantly talking to them. So we will be focusing on Omoda Jaecoo for the moment, and then when we have developed the brand and when we have been stable, shall we say, the performance has been stabilized in the market, then we will see whether there's market opportunities for additional brand. But this will be over conversations with our local partner to see if there are opportunities. Ja, resne zadeve so to in strategija je zaenkrat očitno zelo uspešna. Smo videli včeraj na konvenciji in potem na večeri, kako pri njih poteka novačenje in potem razvajanje svojih bodočih poslovnih partnerjev. Na tem dogodku, kjer so bila zažeta, so bili recimo vsi dilerji iz Evrope, tako da lahko kmalu pričakujemo poplavo teh avtomobilov pri nas.
Sva pa v mestu Wuhu, ki mu najin kitajski prijatelj pravi majhno mestece s 3 milijoni prebivalcev, stojijo ob tretji najdaljši reki na svetu, Jangtze, no predvsem pa je tukaj doma znamka Chery, ki v bistvu združuje vse te znamke avtomobilov, ki so tukaj, zato so tudi vozile različne avtomobile, če se slučajno sprašujete, zakaj sta različnih znamk. Joj, kako sem se najedel. So naj upeljali še na tradicionalen kitajski zajtrk, ki je bil seveda fantastičen. No ja, v glavnem, zdaj pa samo še hitri vlak, samo 3 urce, pa sva v bistvu na letališču, potem pa samo še polet preko Pekinga in sva doma. Samo še to, ne? Samo še to. Ejva. Ja.